Bom dia, dober dan Dober vsem. dan, lepo pozdravljeni. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj in da lahko najavim pravzaprav novo antologijo, ki se bo zgodila v Sloveniji, torej sicer antologijo portugalske literature, ki ima lep naslov, in sicer Svetloba, pravzaprav tako tiha sončna svetloba, tako je. In je pravzaprav tudi veliko veselje mi je, da lahko začnem to okroglo mizo z Vilenici danes tukaj, ki je posvečena sodobni portugalski literaturi. In sicer tukaj v prisotnosti teh tako pomembnih avtorjev, ki so danes tukaj z nami, pozdravljen Ricardo Marques, ki je seveda sourednik antologije. Potem je tukaj seveda tudi poet, in sicer torej pesnik in pa avtor drugih vaj, torej Álvaro Siesler. In pa tudi profesor, pisatelj, režiser in pa tudi avtor mnogih drugih projektov, ki so povezani z portugalsko literaturo in sicer seveda Sandro Junqueira. Sem Blažka, sem velika ljubiteljica portugalščine in portugalskega jezika in književnosti. Pozdravljeni vsi skupaj še enkrat in dobrodošli. V veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami. Dober dan, pozdravljeni. Ricardo, bom začela kar z vami, če mi dovolite. Torej, pravzaprav antologija je zelo močna beseda, kaj se vam zdi? Mislite, da je kar močna, kaj ne, ima težo beseda. Zame je pravzaprav to zelo pomembna beseda, v mojem življenju je to zelo pomembna beseda. Ampak se jo lahko razumemo seveda tudi v drugih kontekstih. Antologijo smo vedno brali pravzaprav že od otroštva, nekako bi se morala začeti antologija. Vse pravzaprav od Grimovih pravljic, pravzaprav vse od otroštva je nekaj, kar nas spremlja pravzaprav že od samih začetkov. In tudi način, kako gledamo na svet pravzaprav. Jaz mislim, da je pač enostavno veliko antologij seveda se povezuje z samimi otroškimi deli, otroško literaturo. Mislim, da antologija je nekaj, kar jaz obožujem, kar res rad počnem, tako kot avtor, kot tudi prevajalec. Veliko sem jih naredil v zadnjem desetletju. In pravzaprav, ko sem dobil to povabilo, da bi naredil tovrstno antologijo, gre seveda za veliko odgovornost po eni strani, ker gre za star festival, pomemben festival v Sloveniji. Mislim, da je tudi velika odgovornost, ker pravzaprav organizirati tovrstni kanon, sploh v teh časih, izbor avtorjev, ki predstavljajo na nek način vseh avtorjev, ki so pač pomembni v sodobni portugalski literarni književnosti, torej v zadnjih 20-40 letih. Portugalska seveda ni tako bližnja država, vemo, da so si državi precej različni, zato je tudi zame bil to pravzaprav zelo pomemben izziv, je še vedno. Ja, res je pomemben, tudi med drugim ste tudi prispevali, če se ne motim, predgovor v tej antologiji, tako, ne, jaz sem prevajala ta del, bil je zelo odličen in bil res izvrsten, najlepša hvala. Napisali ste, bom citirala, pravzaprav naš namen v tej antologiji je bil, da bi pravzaprav nekako strnili realnost, resničnost zadnjih 10 letih portugalske literature, torej takrat po 24. aprilu leta 1974, torej v nekako novi demokratični dobi Portugalske. Kateri so torej tisti ključni momenti portugalske literature, portugalske književnosti? Kako bi to razložili slovenskemu občinstvu, torej pravzaprav publiki, občinstvu, slovenskemu občinstvu, ki ne pozna dobro recimo iberske preteklosti, portugalske preteklosti, portugalske kulture, občinstvo, ki ni tako seznanjeno s tem. Ja, razmišljal sem, kaj bi lahko izbral. Ideja je bila, ja, izbrati pravzaprav, selekcionirati preko različnih značilnosti, seveda, ker konec koncev vemo, da je, ja, kontemporanjo, torej v bistvu sama sodobnost, vemo, da gre za termin, za izraz, ki je zelo širok, gre za širok pojem in moja ideja je bila, da bi nekako izbral določen seznam
del, ki bi seveda bila nekako najbolj reprezentativna. Tudi zato, da bi bila pač enostavno čim boljša mešanica različnih stilov, ki bi najbolje predstavilo tisto, kar je dejansko predstavlja sodobno literaturo Portugalske zadnjih 20 let 20. stoletja. Tukaj pravzaprav, če gledamo tudi iz zgodovinskega vidika, je to, kar res spremeni Portugalsko, predvsem leta 1974, ko Portugalska seveda vse od diktature, režima, diktatorstva leta 1974 pride v demokratično državo, in to se seveda pozna tudi v literaturi, v književnosti. To je bilo nekaj, kar sem v zadnjih pravzaprav 47, torej skoraj 50 letih, sem skušal najti določena imena, ki, torej tako v prozi, kot tudi v poeziji, ki seveda, bral sem tudi druge stvari, seveda ne samo poezijo in prozo, ampak recimo, da je zame bilo najtežje, največji izziv je bil pri sami prozi. Vse tiste avtorje, ki so dejansko najbolj prispevali v zadnjem času. Sodobnost je zame tam nekje začela v tem času. Imena so med drugim izbrana, naprimer, kot tudi, tukaj so velika imena, kot naprimer, imamo tukaj tudi Carvalho, Mário de Carvalho, nomes. Gre konec koncev za neko mešanico različnih generacij, ki je zame tudi zelo fascinantna, tako starejših kot mlajših avtorjev. Kateri pa so tisti res ključni momenti portugalske literature, torej po vašem, kaj bi rekli, starejši? Tisto, kar vemo, mi poznamo seveda Camõesa, večinoma Fernando Pessoa, tisto, kar mi poznamo, torej starejša vseeno literatura. Ja, seveda, tukaj seveda sedaj soočamo s poeti, ki jih morda tudi Slovenija, jaz bi rekel, da smo tudi Slovenci nekako pravzaprav smo zelo lirična država in tudi za nas so poeti in pesniki zelo pomembni, tako kot na Portugalskem. So tisti, ki so izoblikovali državo in kulturo na nek način. Ja, tudi jaz mislim, da lahko v tem iščemo neko korespondenco, neko paralelo med slovensko in pa portugalsko literaturo ali pa poezijo v tem primeru. Zadnje čase smo imeli tudi kar nekaj tečajev pravzaprav literature, portugalske literature, torej za tujce. Zanimivo je bilo torej vračati se nazaj, na primer tudi v samo trubadursko literaturo med drugim, ki je morda malo manj znana. Zelo zanimivo je bilo seveda tudi za vse te učence, ki seveda niso poznali tovrstne poezije, tudi niso vsi študirali literature, nekateri so le študirali na primer ekonomijo in druge vede, druga področja. Dejansko je bilo veliko stvari, ki jih nismo poznali. No, na primer, tukaj seveda torej trubadurska poezija, potem še nekaj starejših kantik, seveda, ki so manj znane in o katerih se običajno manj govori. Torej, mogoče, ja, morda je bila to nekako tista prva izvor naše literature. Če gremo torej v samo prozo, no, seveda imamo tudi tako strani proze, kot tudi v bistvu pri sami poeziji. Pa potem, če gremo samo v renesanso, to je bilo seveda zlato obdobje, obdobje renesanse, ne samo v poeziji. Seveda v poeziji se to nekako najbolj odraža, ampak ne zgolj v poeziji. Potem pa tista velika zmeda portugalske literature 18. stoletje, baroka, klasicizma. Takrat imamo potem pridejo novi poeti, novi pesniki v tem času, ki pravimo, da so ključni, ampak dejansko takrat niso bili. Takrat so počeli druge stvari, danes pisali so nekaj, kar takrat niti ni bilo
na kar niso gledali kot literature, danes na to gledamo kot nekaj literarnega, kot literarna dela, seveda. Takrat niso bila tako gledana, pravzaprav smatrana. Potem na koncu, seveda, če gremo naprej v obdobje seveda romantike, pravzaprav in potem seveda vsa obdobje modernizma. Ja, ne vem, če je bilo seveda mišljeno, da bi zdaj predstavljal čisto vse, kaj ne, da skušam predstaviti nekako kratka obdobja, pravzaprav na kratek način predstaviti, narediti neko panoramo. Potem seveda od časa seveda, torej postguerra, to imenujemo kot v bistvu postvojno obdobje, tako nekako imenujemo torej to naše sodobno obdobje portugalske literature. Takrat lahko govorimo o drugih vrstah generacij, o novi generaciji pravzaprav, ki govorijo več med seboj, govorijo bolj. In tudi sama zgodovina se potem na nek način razvija. Bližje kot nam je ta zgodovina, težje je potem razumeti. Gre za antologije, ta antologija, ki seveda zdaj prihaja tista zadnjih 50 let in jo je zelo morda težje razumeti, čeprav se zdi mogoče nekoliko kontradiktorno, ker gre za bližnje čase, ampak potem je tukaj Fernando Pessoa, kako to, da ga niso dali noter, se lahko sprašujete konec koncev. Jaz moram reči, da mene takšne stvari seveda fascinirajo. Nemogoče je prevajati poezijo, moram reči, saj jaz tako menim. In pravzaprav, če gledamo to iz nekega povsem znanstvenega stališča, je to seveda po drugi strani pa seveda zelo prijetno delo. Ja, in seveda zelo resno, kaj ne? Ja, tudi morda v našem faksu bi morali tudi kakšne podobne tečaje uvesti, ne bi bilo zelo zanimivo. Morda isto vprašanje, mogoče malo stereotipno, ampak zame ni stereotipno vprašanje. Kaj je pravzaprav posebnega? Kaj je tista portugalskost pravzaprav v portugalski literaturi? Kaj je tisto res portugalskega v sami portugalski literaturi? Kako je odgovorila to vprašanje? Ne vem, kaj bi... Naprimer, ko beremo to antologijo, so kakšni znaki morda, recimo tipična značilnost, da bi rekli, to je pa portugalsko, to je pa res tipično portugalsko, nekaj portugalskega. Bom na kratko odgovoril, potem bom pa podal žogico naprej Sandru. To vprašanje, ja, so mi ga že postavili, moram reči. Pred kratkim sem tudi za festival že govoril, v bistvu o matrici. Torej tako o sami kulturni, tako geografski, kot tudi jezikovni matrici. Govorimo seveda o raznolikosti, to, kar je tudi Ricardo povedal. Mislim, da je zelo težko bi rekli, težko bi v bistvu govorili o nekih splošnih stereotipih, da bi rekli, ja, seveda govorimo o tej portugalski zasanjanosti, pogrešanju, nostalgiji, tako imenovana beseda saudade. To so tiste tipične značilnosti, ki jih običajno slišimo v povezavi s portugalsko literaturo. Skozi to antologijo bi težko govorili prav, kaj je konkretno portugalska književnost, portugalska literatura. Ampak govoril bi morda o odnosu z morjem, odnos do morja, pomembnost, ki ga imata voda in ocean, čisto zgodovinsko gledano in tudi simbolično seveda. In mogoče ta sama tekočnost oziroma kako tekoče pravzaprav poteka sam ritem, literaren ritem besed pravzaprav v jeziku. Je bila zelo lep odgovor, hvala za to. In tudi me kot prevajalke imamo precej dela za to, da lahko jezik pravzaprav naredimo tako tekoč tudi v našem jeziku. Sandro, ali imate kakšno idejo mogoče o portugalske literature? Rad bi se najprej zahvalil za povabilo, me veseli, da sem tukaj na tem festivalu, najlepša hvala. Jaz bi težko rekel, ja,
jaz dejansko ne poznam zelo dobro drugih literatur, drugih književnosti, da bi lahko trdil. Recimo, ne razumem se dobro na špansko, na literaturo, slovensko, rusko, zgolj portugalsko, to ne poznam dejansko tako dobro drugih književnosti, ampak tudi, kar nas dejansko druži, je jezik. Jezik je tisti, ki nas druži. To, kar je rekel Alvaro glede morja, ne vem, če se ravno strinjam. Zato, ker mislim, da prav imamo nek odnos z morjem, mislim, da če pogledamo naš teritorij, naše območje, obmorsko območje je res ogromno, ne, v primerjavi z, na primer, Slovenijo, seveda. Jaz bi rekel, da tiste knjige, ki so del tega kanona, torej, zdaj govorim mogoče bolj o fikciji, o samem romanu. In tam morje ni nekaj, kar se pogosto pojavlja. Težko bi govoril o Miku. To je, ja, seveda, mi pravzaprav nimamo zelo veliko romanov, ki bi dejansko govorili prav, bi rekli, o morju ali pa odnosu do morja. Kaj je zdaj tisto, kar dela portugalsko literaturo portugalsko? Težko bi rekel, ja. To, kar je Ricardo rekel, do nekega trenutka bi rekel, da mogoče do neke mere naša literatura je bila zelo vplivna pravzaprav strani torej Francije in Francozov. Francoska literatura je na portugalsko zelo vplivala. Jaz sem še iz te generacije, ki se je rodila leta 64, torej potem, ko smo se rodili torej kasneje, v bistvu potem po vojnem času. In kaj se zgodi? Seveda se država potem spremeni, svet se spremeni, v tem povojnem obdobju pride do globalizacije, literature se med seboj v bistvu zelo stikajo, vedno bolj pride do zlivanja različnih stilov, različnih tokov, recimo primer torej literatur, kjer se združita romunska, korejska, ruska literatura, torej popolnoma, in potem je težko, ko imamo 30 različnih literatur, zdaj povedati, kaj je res značilnost, kaj je res portugalsko ali kaj bi Portugalska imela nekaj drugačnega pravzaprav. To so seveda vse literature, vse književnosti, ki so vplivali na portugalsko in na našo vizijo pravzaprav, čeprav se morda ne bi zdelo. Jaz mislim, da je bila naša literatura, da je najbolj vplivala na našo literaturo francoska literatura, ampak težko je zame, ker nisem literat in težko. So stvari, v katerih jaz samo ne poznam dovolj dobro, da bi lahko trdil. Ampak mislim, da je zelo težko. Tako, portugalska literatura je pravzaprav res portugalska literatura zaradi jezika, zaradi same vsebine, tisto, kar nas združuje vse skupaj. Pišemo v portugalščini in to je to. Ne vem, zdaj pa, poglejte, težko reči, če bi, no, bral sem več, recimo, klasikov, kot jih berem zadnje čase, ampak težko bi najdel neko pot, da bi rekel, da jo vsi sledimo popolnoma na enak način. Pravzaprav smo precej različni, tudi portugalski avtori med sabo, pravzaprav prevzemamo različne tokove, različne smeri, težko bi našel nekaj, kar je skupno portugalsko vsem. Mogoče, jaz mislim, da je dejansko tisto, kar imamo skupno, je res sam jezik, način, torej prav iz slovničnega stališča gledano, seveda, način, kako pišemo o nekih, recimo, meščanskih družinah, o družinah, torej pravzaprav nekih višjih slojev in tako naprej. Vsak od nas, mislim, da se odloči za povsem svojo smer. Kot sem videla, medtem ko sem prebirala vaša besedila, ki so bila izbrana pravzaprav za to slovensko antologijo, ki jo tukaj predstavljamo, tako kot ste rekli, pravzaprav gre za nekako, bi rekli, pisatelja urbanega ali pa urbanosti, ki nima ravno veze z, bi rekli, borgezami oziroma z družinami nekih takšnih in drugačnih slojev. Pravzaprav, ja, moja literatura je moja zgodovina neke države, ki več ne obstaja. Pravzaprav, jaz sem se rodil v Zimbabveju, ki je bila takrat angleška kolonija, torej v povsem drugačnem svetu. Potem smo se vrnili, ko sem imel 2 leti, smo se vrnili
smo prišli dejansko na Portugalsko. Vse je bilo drugače. Tako kot imajo moji prijatelji Portugalci, jaz nimam morda neke vizije portugalskosti, kot jo imajo drugi moji kolegi. Namreč nisem rojen na Portugalskem, vedno se nekako se šele iščem, kje je moj prostor v svetu, kje je moj prostor tukaj tudi na Portugalskem. Čeprav sem prišel sem res dokaj mlad, tako da jaz sem vedno živel pravzaprav, ja, v različnih mestih, v različni državi. Naprimer, no, moj zadnji roman pravzaprav se dogaja ravno v gozdu, kar je zanimivo. To je tisti, recimo ta svet, ki ga zdaj malo bolj spoznavam. Jaz običajno ne dajem imena stvarem. Poskušam pravzaprav ne referencirati stvari, jih ne povezovati z drugimi. Delam nekaj, kar mislim, da predstavlja mojo literaturo na najboljši možen način. Zelo težko rečem, kaj je tipično portugalskega, kaj je tipično slovenskega. In tudi si težko predstavljam, kaj so stvari, ki se dogajajo v Sloveniji ali kjerkoli drugje. Res je, konec koncev, ja, gre za avtorja, ki je na nek način res ste pravzaprav univerzalni, zato lahko bi rekla tudi delno slovenski, zato ker predstavljate internacionalnost. Álvaro, kaj imate portugalske, da glede na to, da živite na Norveškem, kaj ljubite od portugalskega ali pa od portugalske? Ja, jaz živim na Norveškem in bi se tudi nekoliko strinjal morda, kar se tiče fenomena tega, da kako gledam na jezik, kako gledam na kulturo, na celotno zgodovino. Seveda Portugalska vključuje tudi kolonializem, vključuje 50 let diktature, iz časa Štad Novo. Včasih pravzaprav zunanjih vplivov v notranjost države, včasih obratno. Estar mais ou menos geograficamente localizada numa zona. Kljub temu, da je moja družina pravzaprav sicer živi na območju Portugalske, ampak jaz že 10 let živim tudi izven Portugalske, dejansko nisem na Portugalskem, živim na Norveškem. Zato lahko povem to. Jaz dejansko nisem vrednotil sonca tako, kot bi ga moral. In zdaj opažam, ko sem tukaj na Norveškem, vidim, da je dejansko sonce res zelo pomembno. Jaz sem zdaj drugače gledam na ker ga je seveda manj. Mogoče se ta način samega pisanja ni nekaj, kar je neka potreba, ki jo čutim. Zato, da pišem, je pravzaprav nekaj, kar sam vidim kot tako pomembnega, kot neka osnovna potreba, pravzaprav kot prehrana, kot voda. In ko sem prišel na Švedsko in sem videl ljudi, ki so dejansko, naprimer, sedeli na tleh, na križišču in so se sončili. Zame je bilo to nekaj neverjetnega, da dejansko nisem prej pred tem pravzaprav dajal te pomembnosti soncu. Zame je bilo to nekaj povsem normalnega, na Portugalskem je pa sonce tako pogosto, ampak ko sem prišel, sem videl, kaj dejansko pomeni za nekoga, ki se usede in se sonči. Mogoče ta izkušnja, da zdaj živim drugje, da seveda, da izkušam različne kulture, različne narode. In to pravzaprav, takrat, ko seveda ne potujemo, tega ne poznamo, ko pa pridemo ven, pa seveda to spoznamo, ko gremo v tujino. Vse od pomembno se mi zdi tudi povedati, da delim to izkušnjo z vami, sicer ja, morda tudi ta moja miselnost, da ne vem dejansko, kam pripadam, kje sem. To želim nekako povedati, da mi manjkajo dejansko določene korenine, da ne vem, kam zares pripadam. V zadnjih 10 letih sem se večkrat spraševal o tem, ko živiš nekje in se potem sprašuješ, ja, morda zaradi države, zaradi
glede same portugalske literature, tako kot sem rekel, bi težko rekel kaj. Jaz tudi mislim, da je raznolikost bolj pomembna, kot da bi pač portugalsko literaturo dejansko nekako osamil na to, kar... Ja, seveda se je portugalska književnost spremenila tako takrat iz revolucije v času leta 1974, takrat z začetkom demokracije. Tisto je definitivno bil ključen trenutek. V obdobju torej diktature, takrat, ko je bilo bistveno, v tistem času seveda je bilo prisotno zatiranje, zato vemo, da se je takrat pravzaprav vse spremenilo, bistveno spremenilo torej. Ampak danes, ko gledamo pravzaprav na fikcijo, na poezijo, jaz mislim, da je nemogoče povedati, kaj dejansko, kaj pravzaprav pesnik čuti, kaj pesnik čuti, kaj je tisto, kaj je njegova pot. Ampak jaz mislim, da to pravzaprav velja tudi za druge literature današnjega časa, tako pozitivne kot negativne posledice same globalizacije, konec koncev. Kot je tudi v bistvu, kot je bilo že povedano, pride do različnih mešanic, različnih kultur in narodov. Imamo dejansko možnost dostopa do vseh teh literatur, ki se med sabo mešajo, tako različne religije, pravzaprav etnije, države, jeziki. Nikoli mi je bila všeč ideja o državi kot sami, o neki nacionalnosti. Jaz danes živim pravzaprav v sami skupnosti, ki deli portugalski jezik zaradi različnih faktorjev. Seveda je Portugalska, tako kot vsaka država, tudi nekako omejena s svojim teritorijem, in zato jo dejansko gledamo kot portugalsko državo. Ampak kaj je tisto, kar nas, sprašujemo se, kaj je tisto, kar nas pravzaprav, kar vpliva na to, da pripadamo nečemu. Včasih je neka pripadnost zgolj to, da poslušamo določen tip glasbe, da poslušamo, da se ukvarjamo z neko dejavnostjo. To je tisto, kar nas dejansko, kar prispeva k temu, da pripadamo v neki skupini. In tudi poezija je zame v različnih pogovorih, znotraj različnih, znotraj interakcije, seveda, znotraj manifestov, znotraj poezije, znotraj različnih zbirk. Danes je nemogoče pravzaprav identificirati in reči, ja, portugalska literatura je to, je povsem drugačna in nima veze z drugimi literaturami. To so stvari, ki mogoče pred 50 leti ne bi mogle priti na dan. Danes pa je globalizacija tako močna, da ja. Govorili ste tudi o feministični literaturi, torej tudi o ženskah v literaturi. Jaz še poznam odgovor, ampak ja, morda v kakšnem okolju danes živijo ženske portugalske literature. Kaj se vam zdi? Ne vem, če je odgovor, če je zame, če je to vprašanje zame. Ja, lahko, seveda. V 60 letih literatura, talvez também... Pisati, da bi ženska pisala v 60 letih literaturo, morda je zdelo nekoliko čudno takrat, še v 60 letih. Kaj se vam zdi? Da, menim, da je res. Danes poznamo mnoge zgodbe, ki so postale potem javne, iz tistih 60 let in takrat, ja, govori veliko takrat o sami vlogi ženske v tistem času v portugalski družbi. Takrat ni mogla niti potovati, seveda je morala imeti dejansko dovoljenje moža, da je lahko pisala, da je lahko pravzaprav raziskovala. In se je potem počasi razvijala ta možnost, da so tudi ženske lahko pričele seveda z ustvarjanjem, z produkcijo, torej pravzaprav različnih poezij. No, te tri gospe so se potem seveda odločile, da bodo pričele z pisanjem, torej poezije, šele takrat v časih 60-70 let. Takrat to je bilo nekaj, kar je bilo v tem času zelo cenzurirano, veliko se je o tem govorilo. V tem času je bilo to videno kot neke vrste škandal, seveda. In ta čas pravzaprav zelo lepo pokaže, v antologiji se tudi vidi čas 60-70 leta, 60-70 let, ko pravzaprav nekako vzklijo tudi ta nova imena ženske literature, ki prej niso imela možnosti priti na dan. Seveda so tudi že prej obstajale, ampak niso prišli na dan. Mogoče, če bi se vrnil malo nazaj, o tem, kar smo govorili pravzaprav
o portugalski literaturi, da rečem nekaj poudaril. Mogoče je na ta način, kako sem začel v samem predgovoru, neke vrste provokacija, da sem iskal pravzaprav določene reference. In sicer pisatelja, ki je napravil samomor, govoril je o španskem svetu v tistem času. Takrat je torej napravil potem samomor na Portugalskem in takrat je pravzaprav španski avtor govoril o tem, da je portugalski narod dejansko samomorilski narod, da je žalosten narod, da je pravzaprav narod, ki je pravzaprav vedno povezan z določeno melanholijo. Pravzaprav se mi zdi zanimiv ta španski pogled na portugalsko literaturo. Ko smo govorili tudi o moji prijateljici, moji kolegici, ki je tudi govorila, tudi to sem se spomnil, da je govorila, da je naša država nekoliko skizofrenična mogoče, ker je pravzaprav v času pomorščakov in tudi v času kolonizatorjev pravzaprav, da smo neke vrste vmes. No, tukaj je tudi zanimivo, ker smo 3 različni avtorji, ki smo tudi živeli od zunaj, vsak od nas ima malo drugačno zgodbo in tudi drugače vidi portugalskost in pa portugalsko književnost. No, morda je tudi zanimivo, ker Španija in Portugalska sta se vedno gledali nekoliko po strani tudi zaradi same prepreke ali pa pravzaprav te morske ovire. Vedno sta se borili, da bi našli pravzaprav svoj teritorij na tem Iberskem polotoku, na tem območju. Španci so seveda gledali na nas morda drugače, kot gledamo sami. Še vedno pa mislim, da skušal sem seveda kar se tiče mogoče same skizofrenije, seveda v simboličnem smislu. Mislim, da dejansko je nekoliko, je tista, ki prevladuje v naši literaturi. Vsaj drugi jo morda tako vidijo. V primerjavi s to globalizacijo, ki se danes opaža torej v zadnjih desetletjih, zadnjih 20 letih, torej od 1980 do 2000, pa potem od 2000 do 2020, to so dejansko 2 različni generaciji, torej od 80 let do začetka 21. stoletja, pa potem zadnjih 20 let 21. stoletja. Tudi seveda kritiki so se s tem zelo ukvarjali, ampak je še nekaj, česar še niso dejansko odkrili. To sta povsem različni generaciji, 2 različne generacije z različnimi dinamikami, konec koncev. Konec koncev pa seveda pa v tej antologiji, kjer so prisotna vsa ta imena, skušamo nekako združiti to prvo in drugo obdobje, kar je pravzaprav težko. Zelo različne, zelo divergentne stvari lahko beremo v prvem, pa potem v drugem obdobju. Skušamo nekako vstopiti morda v notranji svet, ampak gledamo tudi navzven, gledamo tudi na zunanji svet, seveda. Vemo, seveda, kako dolga je portugalska obala. Morda o tem govorimo o pogledu navznoter, pogledu navzven. Álvaro, kaj se vam zdi sam, na primer, literarni avtor, ali je to pesnik, ali je to pisatelj, kaj se vam zdi, koliko narcisizma obstaja, morda koliko konec koncev neke orientacije, ki jo imate kot avtor, in kako gledate na zunanji svet, kako morda gledate, ali imate pravzaprav, je ta narcisizem se kaže navzven ali navznoter. Je mogoče eden od teh 2, ki nekako, ki je pomembnejši ali pa ki nekako prevlada? Aha, lahko povem. Ja, jaz mislim, da jaz sem pisatelj, težko bi rekel, jaz nisem zmožen pisati, da bi zapiral nekako okna sveta, da bi zaprl oči pred tem, kaj se dogaja v zunanjem svetu. Jaz poskušam nekako priti iz samega sebe, torej dejansko vstopiti v zunanji svet. Skušam več v bistvu opisovati zunanji svet in to, kar se dogaja od zunaj. To je pravzaprav konec koncev moja odgovornost, moja etična odgovornost. In skušam to prikazati, to je moja etična odgovornost dejansko, to, kar se dogaja okoli mene.
In jaz vedno pravim, da je pravzaprav pisatelj pravzaprav neke vrste pisatelj je tisti, ki opazuje in dejansko opisuje zunanji svet, tisto, kar se dogaja okrog mene. Tisto, kar seveda, če bi na primer knjigo nekako otisnili, bi verjetno dobili tisto, kar se dogaja okrog nas. Kot pisatelj seveda gledam morda ne tako osebno izpovedno, ampak dejansko v smislu opisovanja zunanjega sveta. Težko bi govoril o nečem posebej individualnem, notranjem, ker pišem seveda kot pisatelj, imam morda malo drugačno vizijo. Tistem, kar sem, seveda tisto, kar sem, seveda opisujem tisto, kar sem živel, kar sem naredil, seveda je to del tega, ampak ne vstopam v liričen svet, seveda. Zdi se, da moj primer, torej, jaz sem seveda pisatelj in če pogledamo na druge, tudi na druge avtorje, na primer, beremo drugega, medtem ko iščem avtorje, ko na primer iščem različne reference svojih kolegov, pisateljev, vsi seveda, pravzaprav vsak od njih se lahko po svoje odloča, o čem bo pisal in kako bo pisal. Ampak jaz dejansko imam odgovornost, da pišem o tem, kar vidim. In da razumem, kaj se dogaja, da vidim, ker dejansko, jaz mislim, da tisto, kar je napisano, pisanje je zame nekaj, kar se rodi od zunaj, pravzaprav. In jaz moram govoriti o tem. V mojem primeru je pač, jaz mislim, da literatura je prostor, kjer zame je to največja možnost svobode, pravzaprav, da lahko, to je pravzaprav kot neka kreacija, neka kolektivna kreacija, kolektivno ustvarjanje, pravzaprav, medtem ko ja, v pisanju pač, ko si enostavno sam skušaš opisati, kar se dogaja od zunaj. In seveda tudi pisati tisto, kar si želim, pisati tisto, kar želim, ampak enostavno literatura tudi postavlja vprašanje. In seveda vedno nova vprašanja, nove dvome. Nikoli nam ne da odgovorov. Ja, literatura res nima konca, nikoli ne da definitivnih odgovorov, končnih odgovorov. In tudi prevodi konec koncev, nikoli niso definitivni, nikoli niso končni prevodi, to je, tudi lahko povem. Enostavno, ja, vedno lahko še spremeniš, dodaš kaj. To je konec koncev svet idej. Alvaro, kaj bi rekli o samem narcisizmu in o odnosu s svetom? Jaz sem razmišljal o različnih vprašanjih, ki se nanašajo, ki zadevajo, ja, samo vprašanje, ja, jaz bi težko bi rekel, razmišljal sem, da obstaja ena pesem, ki pravzaprav poskus pesmi, ki je zame neke vrste, torej, to je pravzaprav knjiga, iz katere sem zbral največ pesmi. Je ena pesem, ki govori prav o tem vprašanju, ki se meni zdi, pravzaprav, na pamet, sicer res nikoli pišem tako na pamet, pravzaprav, meni se zdi res navdihujoče, da nekateri tako kar iz glave pišejo določene stvari. Recimo, tudi vprašanje horizonta, vprašanje zemlje, samega narcisizma. Torej tisto, kaj je notranji svet pravzaprav. Jaz mislim, da je to lahko, ja, če se dotaknemo vprašanja torej narcisizma in notranjega sveta, bolj morda tisto, kar nas zanima, kaj se dogaja v nas, kot pa svet, kolektivna dogajanja, kakšna pa je dejanska, bolj to, kot pa seveda sam odnos pisatelja in sveta. In pravzaprav, ja, kar bi povedal že dejansko piše, težko je to delo pravzaprav nekako umestiti v nekaj, kar je že bilo povedano v tem poetičnem smislu. Pride iz same vaje, torej narcisizem dejansko govori bolj o tem, do katere mere lahko govoriš o samem v sebi, da ne bi bilo preveč. Torej, to delo je zelo individualno, zelo pravzaprav introvertirano.
sicer je veliko branja, ampak tudi veliko razmišljanja, veliko misli. Agora nas férias, para dar um exemplo, Naprimer, zdaj com a minha filha, med počitnicami de férias que eu não consegui escrever nada porque svojo hčerko, zdaj sem imel pravzaprav toliko časa, pravzaprav v času počitnic, da nisem uspel vmes nič pisati. Ampak sem dejansko si pridobival prostor, zato da opazujem stvari, da dobim določeno motivacijo, zato da pišem. Seveda pač se enostavno ne ustavim, potem se usedem in začnem pisati, ampak pridobim ta prostor. Če nekdo ne piše zase, ampak opazuje svet torej navzven, kljub temu, da je komunikacija seveda komunikacija, ampak nekdo vedno piše, pravzaprav tisti, ki piše, vedno piše zato, da bi se pravzaprav, da bi dejansko torej govoril z nekom. Če pa nekdo ne objavlja, torej do kdaj bi še nadaljeval, do kdaj bi še potem pisal za to, da nadaljuje. Veliko ljudi je seveda pisalo določeno obdobje, potem pa so prenehali, niso uspeli seveda objaviti vsega, kar so želeli. No, drug vidik je mogoče to, kako sam posameznik, kako se posameznik torej obnaša znotraj družbe. Naprimer, lahko govorimo o nekem, lahko omenim svoj projekt, in sicer projekt, ki sem ga delal v Nemčiji, torej projekt se imenuje TX Traxler. Tukaj smo v bistvu delali v isti knjigi za v bistvu 300 različnimi pesmimi, ki je bolj rekreacija kot pa dejansko prevajanje, torej bolj neko poustvarjanje na nek način z veliko improvizacije. In zame je bilo to kot neka vrsta, praktično to je bil zame nek trenutek demokracije, trenutek svobode, trenutek poustvarjanja. Oprostite, samo želel sem dodati še nekaj, kar se tiče samega poustvarjanja. Torej, seveda je pisanje zelo pomembno, definitivno. In torej artistični manifest, artistično ustvarjanje. In jasno je, da bo prišel trenutek, ko bojo seveda ti ljudje rekli, ja, to mi pa ni všeč, določene stvari, ki boš pravzaprav, enostavno se boš znašel v trenutku, ko boš mogel, v trenutku, ko boš enostavno moral pravzaprav zavrniti ljudi, ki so ti blizu, zato da boš lahko sam pisal. Včasih je težko reagirati, ni lahko. Zelo težko je pravzaprav vrniti se potem nazaj v svet in gledati na ljudi, ki jih imaš rad, seveda, ki jih vsak dan opazuješ, ko pišeš sam. Nekaj, kar, ja. Acordas a família. Imel si, ja, potem lahko seveda zbudiš celo družino, ne, ko imaš potem neko idejo, takrat že dejansko interferiraš v družbo, ne. Težko se je nekako sprijazniti s tem, ko si sam kot pisatelj, potem pa prideš ven v ta družinski svet. Ja, jaz poznam tudi to, poznam. Jaz bi rekla, da tudi jaz potrebujem svoj mentalni prostor, zato da lahko delam svoje delo, ki je seveda tudi bolj prostor pa ustvarjanja kot ustvarjanja, tudi ustvarjanja seveda, ampak jaz živim tudi z dvema pravzaprav tudi mladima, torej, in tudi jaz si moram seveda potem sem in tja, torej včasih moram tudi sama zagrabiti za kuli, torej nalivno pero, svinčnik in pa pričeti pisati. In včasih pride trenutek, ko se moram reči, zdaj pa dovolj, zdaj pa moram začeti, torej moram pisati, to je čas zame. Ampak no, zdaj ne bomo govorili o ženskah, govorili bomo seveda o vas, res ste odlični, zelo mi je všeč, moram reči, da mi je zelo všeč tale pogovor. No, morda pa zdaj še nekoliko infantilno vprašanje, no. Res. Naprimer, no, Alvaru, da vas vprašam, če ne bi bili pesnik, kaj bi bili, s čim bi se ukvarjali? Ja, imate druge talente? Vedno poskušam nekako, ja, poskušam pisati prozo, ampak torej, ostajate še vedno znotraj istega področja, konec koncev. Ja, to je zanimivo, ker tudi, ja, vedno, ko je treba govoriti o tem, kaj smo, kaj bi lahko bili, ja, ker portugalski jezik je pravzaprav v primerjavi z drugimi jeziki, ima nekaj zanimivega in to je
In to je glagol biti in v bistvu stati, postati in biti. Pravzaprav v slovenščini ne delamo te razlike. Med tem, kaj je dejansko stanje in kaj je eksistenca, torej med biti in stati. V tem primeru smo nekaj, ampak to ni dejansko naša karakteristika. Lahko smo kot oseba nekaj drugega. V tem trenutku pa poudarjam stanje, ki je seveda spremenljivo. V tem trenutku pišem, naprimer, zdaj sem naprimer raziskovalec, ko sem tudi že bil, predtem bi verjetno počel to v kontekstu nečesa internacionalnega, mednarodnega. Pravzaprav jaz sem poezija, torej lahko pa bi bil tudi proza. Torej poskušal sem tudi s fotografijo, naprimer z drugo umetnostjo, študiral sem arhitekturo, torej nič ni pravzaprav tako, bi rekli, homogenega, stvari so med seboj povezane, tako kot tudi ljudje, kot tudi kulture, konec koncev tudi same poklicne stvari, s katerimi se ukvarjam. Poskušal sem pisati tudi naprimer samo dramo, torej dramske besedile. Ste zelo zanimiva oseba. Tudi tole je zelo zanimivo gramatično vprašanje, konec koncev gramatikalno vprašanje med tema dvima glagoloma biti in v bistvu stati. Pri nas dejansko obstaja samo biti v tem pomenu, ki seveda ima potem svoje ustrezne različice oziroma v španščini seveda tudi obstaja ta distinkcija med glagoloma ser in pa štar. In kljub temu so seveda naši učenci, študenti dejansko sposobni razumeti to razliko, seveda s časom. Je pa nekaj zelo zanimivega, ker to je res značilnost španskega in portugalskega jezika. Oprostite, lahko samo še nekaj povem. Naprimer, moj kolega, torej iz Mozambika, govori pravzaprav, da bi lahko bil pisatelj, seveda, zdaj težko bi tole prevedli v slovenščino. Pri meni, na primer, je ravno obratno. Jaz sem se tudi večkrat spraševal, jaz bi pa lahko bil pesnik. Je nekaj, kar se ukvarjam se s prozo, ampak po drugi strani, če bi kaj bil, če bi se s čim ukvarjal, bi se verjetno s prozo. Torej, to so seveda poskušal, pa sem tudi v glasbi, v kulturi, v različnih področjih, seveda v gledališču, kjer tudi delujem. Ampak to so stvari, ki so med sabo povezane. Torej, ne vidim svojega življenja brez enega od teh delov, ki bi bile kakor povezane s pisanjem. Torej, absolutno mora biti povezano nekaj s pisanjem, z samo literaturo. Kaj pa naprimer gledališče seveda, ki je tudi konec koncev del umetniške svobode, del umetnosti. Seveda, ker zame ni mogoče v bistvu živeti seveda samo od pisanja, tako da je vsekakor potrebno tudi kaj drugega zraven še početi, zato da lahko seveda plačaš račune in normalno živiš. To je tudi eno od mojih vprašanj, morda. Vprašala sem, kaj obožuje portugalski pesnik, kako pa morda živi portugalski literat, portugalski pisatelj ali pa portugalski pisec. Ali res lahko živi samo od literature? Zdaj sem... tukaj na portugalskem ne vem, ampak... 30, morda 20 avtorov na portugalskem dejansko lahko živi od samega pisanja, ampak zelo, zelo težko. Seveda potem delajo druge stvari, naprimer obračajo se seveda na določene druge projekte, sodelujejo s festivali. Morda, seveda, mogoče seveda je, ampak zelo, zelo težko. Seveda s časom pridobiš več različnih ponudb, več različnih projektov, ampak jaz, naprimer, že več kot 10 let objavljam, pa vam lahko rečem, da ko dobim, naprimer, ko dobim v bistvu svoje plačilo, veste, to težko je živeti od tega. Še plačam kosilo, naprimer, svojim kolegom. Naprimer, veste, na portugalskem je ta problem, ker ljudje, ki živijo, ljudje bi mogoče morali več razmišljati o tem. To je težko vprašanje. Mora tudi na državni ravni bi morali več razmišljati o tem, več posvetiti konec koncev kulturi.
Jaz sem leta in leta hodil po različnih šolah, govoril o tej problematiki pravzaprav kulture v državi, pisanja, ker smo vsekakor zelo omejeni. Predstavljajte si, da na Portugalskem je 5000 ljudi, naprimer, ki kupujejo. Nas je več kot 10, skoraj 11 milijonov. Torej, ljudje, ki kupujejo knjige, to so ljudje, ki kupujejo 3-4 naprimer knjige na leto. Zelo, zelo malo bralcev dejansko imamo na Portugalskem. Tisti, ki res aktivno kupujejo knjige, zato je pa seveda zelo težko za nekega pisatelja, ki se ukvarja s tem, ki ima naprimer 12 000 različnih primerkov, ampak kljub temu ne more prodati ali pa da bi naprimer uspel pridobiti kakšno nagrado ali pa nekaj, kar bi mu lahko pomagalo, seveda pri tem, da bi lažje preživel. Zato, da bi tudi ljudje drugače začeli gledati na literaturo. Težko je, zelo težko je. Res je težko. Jaz lahko tudi morda dodam naše številke, Sandro. Poglejte, jaz ne želim sicer se kakorkoli pritoževati, ampak nas je 2 milijona, poglejte, nas je samo 2 milijona, predstavljajte si. In naša knjiga, torej naša je pravzaprav tudi nekaj, kar tudi pri nas dejansko branje ni tako aktivno, kot je bilo morda prej. Sicer so ljudje, ki živijo v hišah, ki so polne knjig, ampak niso bralci, tako kot sem recimo jaz ali pa smo mi. Kaj bomo naredili? Kaj lahko naredimo? Ja, to je pa res zelo težko vprašanje, ne vem. Ja, to je res težko. Težko je govoriti o tem, to je vse res, kar ste povedala. Jaz sem poslušal Sandro, ki je govoril o tem, kaj bi lahko naredili, torej o sami pismenosti ljudi in pa dejansko o pomenu branja. Res je težava, to je res problem. To je nekaj, kar sem omenil tudi znotraj v tem tečaju, ki sem ga omenil, o katerem sem govoril, kjer imam študente, ki imajo 18-19 let, ki začnejo pravzaprav z prvo stopnjo, torej z diplomskim študijem, in že samo približati jim literaturo, pokazati jim, kaj je književnost. Seveda sem potem tudi skušal prepoznati, za kakšne ljudi gre, torej dejansko odkot prihajajo, kakšne so njihove pravzaprav kulturni vzorci, da bi se jim lahko približal in da bi lahko tudi oni morda izboljšali svoje zmožnosti tako branja kot pisanja. Seveda ima pisanje dejansko, pisanje je nekaj, kar je pravzaprav, kar izraža pravzaprav našo prihodnost. In nažalost je tudi veliko profesorjev, ki ne berejo dovolj in mislim, da je treba tukaj spremeniti torej nekaj v tem smislu. Jaz imam sicer kolegi, naprimer, ki so predavali, ravno tisti so predavali običajno največ, ki so najmanj brali, naprimer. Jaz sem vedno poskušal nekako, da bi oni tudi razumeli, da bi spremenili morda samo odnos do branja in pisanja. Sicer je, tako da bi bilo nekaj težkega, sicer znali so, naprimer, v teoriji so zelo dobro poznali stvari, imeli so veliko znanja, torej predvsem teoretičnega, poznali so datumske, veliko faktografskih podatkov določenih pisateljev, pesnikov, ampak niso imeli morda te interpretativne zmožnosti branja, niso poznali literature morda z nekoliko drugačnega vidika. Jaz, naprimer, ko pišem, ne morem težko rečem, da pravzaprav vem, kaj je tisto, kar pišem, da potem seveda sam pomen tega, kar pišem, bo seveda potem drugače interpretiran. In tudi vsi klasiki so seveda jih lahko beremo na različne načine, ne samo na en način. Kar si želim je to, da pač predstavim svojim učencem določeno besedilo, ki seveda je sicer težko besedilo, ampak ga želimo videti pravzaprav iz različnih vidikov. Tako da oni razmišljajo tudi sami in da skušajo pravzaprav nekako dešifrirati ta besedila povsem samostojno, povsem individualno. Torej takšne stvari. Jaz mislim, da ne vem, kako bi to izboljšali, ne vem, kaj bi lahko še naredili. Vem pa, da lahko, če bi vsak od nas seveda se potrudil, delal v tej smeri, to je tisto, kar sami pravzaprav lahko naredimo. Mislim, da se lahko izboljša, če bi vsak od nas prispeval svoj delež. Ampak mislim, da je to problem, ki
ja, o katerem se mora še veliko govoriti. To je težava, ki bo vsekakor definitivno žal vplivalo tudi na izobraževanje in na sam nivo izobraževanja v prihodnosti v naši družbi. Problem branja in pisanja. Ja, poglejte, če bi mi morda tudi sami moramo narediti več, morda se ukvarjati z seveda že od pravzaprav malih let z lastnimi otroki, brati čim več, tako da jim približamo tudi neke vrste ljubezen do literature, da bi poskušali čim bolj približati. Jaz lahko povem, da ja, poglejte, jaz na primer zdajle ne bom, lahko rečemo, ja, zdajle pa ne bom kuhala, potrebujem 1 uro samo za branje. Seveda lahko počnemo druge stvari, ne želim tega povedati, ampak na primer, najprej delamo eno, potem delamo drugo, ne, in potem tudi beremo, moramo si vzeti čas vsak dan, na primer toliko in toliko časa za branje, za knjigo, ne. Skušamo nekako utrditi to miselnost ali pa približati predvsem mladim generacijam ali pa nasplošno tudi profesorjem. Vedno so se običajno pri nas in sicer pri samih vajah, pri teh tečajih, običajno končamo vedno določen semester s pisanjem, in sicer učenci pišejo in na ta način pravzaprav tudi s svojim ustvarjalnim pisanjem razvijajo svoje kognitivne zmožnosti. Na primer, na nek način poskušamo prikazati, da je literatura konec koncev hiša, dom vseh nas in da se stvari ne zgodijo kar iz nič, da se stvari ne zgodijo same po sebi. Mislim, da je to bistveno, da nekako udomačimo literaturo, jo približamo. Konec koncev literatura mora biti neka povezava med domom in šolo. Lahko bi samo, želel sem preskočiti, ja, poglejte, želel sem, morda sem tudi sam razmišljal o tej situaciji različnih faktorjev, tudi kaj ima pravzaprav, če gledamo čisto iz sociološkega in političnega vidika, seveda ne želim govoriti preveč politično, ampak to je seveda tudi vprašanje konec koncev same pismenosti, izobrazbe. Izobrazba je konec koncev seveda zame tudi neko socialno stanje. Ne bom vprašal, koliko dejansko zasluži in koliko proda pesnik, ampak no, smo že odgovorili, kakšna je situacija dejansko. Ker imamo seveda pisatelja, govorimo tudi o tem, da dejansko pisatelj ne zmore živeti samo od pisanja, ampak dela tudi opravlja druga dela in druge projekte, zato se znajde v zelo težki situaciji. Če seveda nimaš nekega pogodbenega dela, potem si seveda takoj v težji situaciji in pravzaprav gre za nekakšno prekarno preživetje, torej iz dneva v dan, ker bi želel biti bolj pozitiven. Upajmo, da se stvari bodo spremenile. Seveda govorimo portugalski, ampak mislim, da to velja za celotno Evropo do neke mere. Na Portugalskem sicer imamo na primer nekatere literarne štipendije. Tako kot sem rekel, v bistvu seveda malo jih je, tako kot smo že omenili, malo jih je, seveda lahko preštejemo pravzaprav na prste 2 rok tisti, ki res živijo od samega pisanja. Zelo malo jih je, ne. Ampak pravzaprav je to potem neke vrste loterija za pisatelje. Omenili smo tako tega španskega novinarja, ki je, na primer, lahko rečemo, ja, še dobro, da je tudi novinar, kajti dejansko, če ne bi bila novinarka, bi težko živela, ne, ker zraven še piše. Sicer to so vse te dodatne dejavnosti, ki pripomorejo in ki dejansko pomagajo temu, da lahko vzpostavimo nekako stabilno življenje. Sicer, če dejansko, če prejemamo torej samo nekaj prekarnega, je to težko, ne. Sicer bi država morala enostavno dati več prostora profesionalnim avtorjem, profesionalnim
piscem. Seveda ne bo pisatelj pisal tega, kar država želi pogosto. Pisal bo o svojem svetu, pisal bo morda nekaj tudi socialno ali pa demokratičnega vidika, govori lahko o vojni, govori lahko o zunanjem svetu, o drugih prepričanjih, ne nujno o nečem, kar je seveda v skladu z državo. Ampak seveda problem je ravno v tem, ker mora biti ta pisatelj potem tudi, ga seveda mora tudi država podpirati. To pa se potem težko zgodi. Kajti seveda tudi država v določenem času predstavlja neko ideologijo. Seveda. In kaj pravzaprav tudi o tem, kaj potem naredi pisatelj s tem. Ne? Sprašujejo se, ja, dejansko pisanje, nažalost, na pisanje ne gledajo kot na nekaj, kar bi bil poklic, kar bi bil dejansko, kar je prava profesija. Žal na to ne gledamo tako. Ne? In mislim, da je tukaj že napaka v sami viziji, načinu, kako pravzaprav gledamo na pisanje. Žal rečejo, ja, govorimo o nekih piscih, ne? Torej piscih, pisateljih, pesnikih, vedno so na nek način žalostno in grozno je, da tako gledajo pravzaprav na pisatelje. Država vedno nekoliko morda s tem morda nekoliko negativnim prizvokom pravzaprav gleda in razume. Na Portugalskem mislim, da jaz sam menim, da se na Portugalskem pravzaprav ustvarja res zelo, zelo dobra literatura, ogromno zelo dobrih del, različnih projektov, ampak žal je problem, ker ne, vedno nekaj, kar je lahko bi bilo potem karkoli, ne, portugalsko, ampak pogledajte, lahko rečem čestitke res, ne, najlepša hvala za to, ker se dejansko ukvarjata s temi stvarmi. Jaz bi rekla čestitke, vsa čast, ker dejansko težko je, seveda, tako kot ste povedali, Sandro, težko je, ampak pogledajte, dejansko šlo, da delamo na tem, to je pravzaprav to je konec koncev neke vrste, imeti talent pravzaprav je nekaj res božanskega, kaj ne? Lepo je, enostavno občutek je čudovit. Občutek biti pisec, biti pisatelj, biti pesnik je nekaj neverjetnega. Tista občutja, ki se dejansko razvijajo, ampak ne, od nečesa je seveda potem potrebno živeti. Ne? Če bi uspel nekako, ja, ampak tako, veste, tako ne gre. Ne? Samo, žal, vlada tega ne bo rekla. Težko je, pogledajte. Jaz sem že velikokrat spraševal o tem, enako sem že rekel, ne želim, velikokrat sem že rekel, jaz se bom predal, ne bom več pisal, ne morem, enostavno bom odstopil od tega, ne gre, pustil bom vse skupaj, ker sem že enostavno utrujen, ne gre več. Že velikokrat sem razmišljal o tem, da bi prenehal, ampak gledajte, ampak moraš, ne, potem enostavno potrebuješ ogromno podpore od doma, torej družinske podpore prijateljev, ker je zelo težko živeti samo. In to, ja, veste, sicer tudi veliko je pisateljev, ki sicer imajo neko delo, potem pa v prostem času. Gledajte, jaz sem se posvetil samo gledališču za 10 let vmes, naprimer. Bilo je težko. To je bilo delo, ker sem se počutil res dobro, lepo. Ne? Ampak potem enostavno potrebno je veliko aktivizma tukaj, ne? Skušati nekako preživeti. Vsi poskušamo preživeti, definitivno. Ampak morda še eno vprašanje, govorim tukaj z vami. Poglejte, jaz mislim, to je moje izkušnje, da so vsi Portugalci čudoviti ljudje, zelo prijazni, zelo velikodušni. Poglejte, Álvaro, Sandro, Ricardo, vsi pravzaprav. Jaz ne vem, kako uspete biti tako prijazni, tako dobri ljudje, čudoviti ljudje. Ampak to nima veze z latinskostjo ali z občutkom nekega latino duha morda. Ja, imam mogoče malo. Ampak tudi Portugalci znajo biti, veste, nekoliko bolj grenki. No, potem imam srečo, da nisem spoznala takšnih. Poglejte, jaz, ko sem zbral tole selekcijo, sem zbral samo najboljše. Zelo simpatični, zelo gostoljubni, poglejte. In še eno zadnjih vprašanj. Jaz mislim,
da je pravzaprav ta debata tudi konec koncev začetek nekega prijateljstva, nekega novega sodelovanja. Literature, to pravzaprav ne bo vprašanje, pogled to. To bo pravzaprav bolj začetek vprašanj za nekaj novega, za nekaj naslednjega, kar še prihaja. Mogoče vsem, ali imamo kakšne značilnosti, ki nas povezujejo, torej nas, Slovence in vas, Portugalce. Govorili smo že seveda o morju in koliko morja imate v primerjavi z nami, ampak poleg morja, ki je konec koncev tako blizu, konec koncev je konec koncev samo morje tudi seveda nekaj, kar odraža, kar odseva portugalski narod. Govorili smo tudi nekaj o samomorilnosti in o tej morda melanholiji, ki nekako predstavlja portugalski narod. Kaj pa, tudi mi smo pravzaprav lirični narod, ne? Samo če pogledamo Tiha sončna svetloba, sam naslov, ne, torej same antologije, tudi mi smo nekako liričen narod. Morda o samem naslovu. Ja, kar nekaj časa smo govorili o tem naslovu, kaj bi pravzaprav naredili. Odločili smo se, da mora biti en vers, dejansko zgolj en vers. Ker je več samih poetov, več pesnikov, kot pa pisateljev v antologiji in tudi meni je bolj všeč sicer poezija. In odločili smo se za to, gre za vers Georges de Sienne. Je seveda, to je vers, ki seveda pripada nekomu dejansko znotraj antologije, ja. Ampak, ja, bilo pa je več možnosti. Pretehtali smo več sličnih možnosti, zakaj bi se pravzaprav odločili. Odločili smo se za ta naslov, ker ja, lahko tudi tukaj imamo različne interpretacije, veste. Res seveda lahko to povezujemo s portugalskim morjem, soncem, ampak ne samo. Seveda je to odvisno od tega, kaj bomo brali in kako bomo brali. Ampak zdelo se nam je, da morda to vsebuje neke ključne elemente o tem, kar smo konec koncev govorili, da to je nekako povzame na najboljši način vse teme, pravzaprav, ki jih ta antologija vsebuje. Torej nekaj o morju. Torej, glede na to, da je ta naslov tudi slovenski na nek način, smo želeli najti pravzaprav nek vers, ki bi zvenel dobro tudi v slovenščini. In jaz mislim, da v slovenščini tudi zelo dober, zveni zelo dobro. Tako da ja. In ja, pravzaprav kot neka žalostna dežela, je potem tisto, kar sledi kot v naslednjem verzu, ampak smo se odločili, da bomo tisto odstranili in torej bomo dejansko pustili samo ta del verza. Zdi se mi, da postane kot neka uganka pravzaprav konec koncev ta vers, ki ga ponazarja naslov antologije kot nekakšna enigma, kot nekakšna uganka. In tebi je to všeč, Blaž? Ja, res mi je všeč. Alessandro Ricardo, torej, poglejte, Portugalci in Slovenci imamo pravzaprav, mislim, da imamo kar nekaj skupnega, kaj ne? Kaj pa vem, za Slovenijo bi si težko upal trditi, ampak želel sem vprašati, kako ste uspeli producirati, kako ste uspeli. Zanima me, kako ste uspeli pravzaprav ustvariti tako dva najboljša kolesarja na svetu. To je meni res zanimivo. Zelo. Poznate tudi Dončića? Jaz tudi Dončića poznam, definitivno, ampak tako kot države, ne, ampak recimo mene zanima, ciklizem, zelo malo jih je dejansko v samem kolesarstvu, v ciklizmu. Ja, smo seveda narod mazohistov, zato morda. Dejansko potrebujemo vedno ta nek trening, vedno hodimo v gore, smo vedno nekako v premikanju, ukvarjamo se s športom. Ja, dejansko tukaj imamo ljudi, ki živijo od tega, da pravzaprav, ja, da na koncu poškodujejo same sebe, skoraj do radi imamo ta mazohizem, morda nekoliko. Ja, tudi meni se zdi, da ne poznam dovolj dobro, da bi lahko rekel, ali imamo še kakšne druge podobnosti ali ne. Ne poznam, enostavno, iskreno ne poznam dežele, ne poznam vašega ljudstva, vaših ljudi, naroda, kaj je vam všeč. Odlična je, super.
Seveda, so podobnosti, so podobnosti. Jaz imam idejo o tem, da bi, zdi se mi, da tudi kolega mi je že povedal enkrat, da so bili Portugalci najbolj podobni Rusom in da so Rusi podobni Portugalcem. Morda tudi zaradi same podobnosti jezika iz fonološkega vidika, ampak potem, kaj pa vem, no, jaz bi nekako tukaj ostal, jaz enostavno več ne moram povedati o tem. Mogoče bi želel še dodati še to, o sami teologiji. Ja, vsi mi govorijo, ja, vsi so mi pravzaprav povedali, da imamo. V Lizbono moram še oditi v Lizbono. Oditi moram do Lizbone in pa pravzaprav do samega Algarva, zato da bi lahko videl, s čim se Slovenci še ukvarjajo. Dejansko moram še več zvedeti o tem. Ja, soline, seveda imamo soline tudi pri nas, imamo soline z dobro soljo. Imate morda kakšne izkušnje s tem v Sloveniji? Zato ste slišali morda kakšna povezava s Slovenci z slovensko ali pa s Portugalci, morda kaj tudi s kolesarstvom? Ne, s kolesarstvom ne. Bil sem v Ljubljani, ampak že zelo na hitro. Tako da težko rečem, kje bi bile še kakšne podrobnosti. Zelo na kratko sem bil, zelo na kratko. Jaz upam, da bo še več sodelovanja tudi v prihodnosti. Ne vem, želim si seveda, da bi bilo sodelovanje z obeh strani, seveda, da bi bilo obojstransko sodelovanje tako Slovencev kot Portugalcev. Žal nisem slišal skoraj nič v zadnjih letih, ampak bi rad bi videl seveda, da bi bili tudi kakšni slovenski avtorji, ki so prevedeni naprimer v portugalščino, da bi lahko tudi sam slišal več o slovenskem svetu, o slovenski kulturi, o slovenski literaturi. Nisem imel te možnosti, te priložnosti še. Rad bi, da se to zgodi in upam, da je to šele začetek novega sodelovanja, nove ere morda. V redu, kaj bi zdaj pravzaprav morda... Samo vi ste obiskali Slovenijo, kaj pa zdaj? Moramo se zmeniti, da enostavno lahko bi se dogovorili za srečanje tukaj. Seveda, ja, moralo bi se zgoditi na festivalu samo, ampak zdaj žal, ja, no, pač tako ne. Tukaj imamo torej online srečanje, ampak še se bomo zmenili tudi za srečanje v živo, verjamemo, da ja. Bomo definitivno organizirali tudi nekaj v živo, kaj ne? Ja, definitivno. V redu, želela sem se samo, rada bi se zahvalila za vse delo, za vse, kar ste pravzaprav naredili znotraj te antologije. Najlepša hvala za vas prispevek, pravzaprav torej tako Alvarez, Sandra, kot tudi Ricarda in za vse pesnice, vse pisatelje, vse tiste, ki so bili vključeni v antologijo, tudi te ženske. Želim vam veliko mentalnega prostora za vaše ustvarjanje in poustvarjanje in tudi veliko moči, tako kot imajo tudi naši kolesarji in za vaše, pravzaprav, čim več uspeha pri vašem delu. Najpomembnejše je talent, tudi sama menim, da še naprej obdržite torej ta talent. Želim vam, da še naprej držite ta talent. Ne pozabite tudi na Slovenijo, seveda, upam, da se vidimo. Lep pozdrav tudi z naše strani in najlepša hvala, lep pozdrav. Nasvidenje. Hvala.